bomo obeležili dan vojaškega letalstva, ki ga praznujemo v spomin na zgodovinski dogodek, prvi bojni polet 3 letal Grosedov v Ljubljanske stopnije 12. januarja 1919. Za uvodni pozdrav prosim poveljnika brigade zračne obrambe in letalstva, podpolkovnika Igorja Strojina. Spoštovani počelnik generalštaba, general-podpolkovnik David Kuliman, spoštovane pripadnice in pripadnike enot brigade zračne obrambe in letalstva, cenjeni gostje. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na slovesnosti ob prazniku vojaškega letalstva. V preteklem letu smo z ustanovitvijo brigade zračne obrambe in letalstva zopet združili enote zračne obrambe in letalstva pod enim poveljstvom ter v enoviti strukturi. V uspešno izvedenih aktivnostih, ki jih v preteklem letu ni manjkalo, se je še posebej iznova izkazala pravilnost te poti. Kot poveljnik brigade zračne obrambe in letalstva lahko s ponosom ugotavljam, da ste vse naloge opravili vrhunsko, tako kot sem od vas tudi pričakoval. Na opravljeno delo ste in smo lahko upravičeno ponosni, zato izrekam pohvalo in osebno zahvalo vsakemu pripadniku posebej. Dokazali ste, da je medsebojno sodelovanje enot vojaškega letalstva, zračne obrambe ter podpornih enot bistvenega pomena za učinkovito in uspešno izvajanje našega poslanstva. Zato je prav, da vse enote brigade s slovesnim postrojem izkažemo čast današnjemu prazniku vojaških letalcev. Spoštovani sodelavci, naj vam voščimo prazniku, vsem letalcem pa želim varen let. Hvala. Ob tej priložnosti prosim za besedo načelnika generalštaba Slovenske vojske, general-podpolkovnika Albina Gutmana. Lep pozdrav vsem skupaj na današnji praznični dan. Začetek novega leta smo v vojaških sredinah pričeli tudi z obujanjem spominom na pretekle dogodke, na dogajanja v naši sicer kratki zgodovini, vendar na dogodke, ki smo lahko na njih resnično ponosni. Ponosni moramo biti nase in obrambni sistem ne sme in ne more se sramovati poti, ki smo jo v preteklih 18 letih skupaj premagali in počasi začeli graditi trdno in pogumno slovensko vojsko. Slovenci smo narod, iz katerega je išlo veliko odličnih letalcev, nekateri med njimi sodijo med pionirje svetovnega letalstva. Ta tradicija na Slovenskem namreč sega v sam začetek letalstva v Evropi, pa tudi v svetu. Pri tem seveda ne moremo pozabiti našega letalca Edvarda Rusjana, katerega kip stoji tudi v tej vojašnici. Bil je velik Slovenec, konstruktor, pilot, ki je s svojimi dosežki ter tragično smrtjo pokazal, da tudi Slovenci znamo in zmoremo uspešno posegati v zgodovino. Tudi v zgodovini se Slovenci vključujemo v letalske enote in sodelujemo pri gradnji vojaškega letalstva. Po drugi svetovni vojni je bilo veliko Slovencev vrhunskih pilotov na vojaških letalih, na helikopterjih. Svojo letalsko enoto je imela v Sloveniji tudi takratna teritorialna obramba, vendar ta enota žal ni dočakala samostojnosti, saj je bila pred začetkom spopadov v Sloveniji odtujena. Začetke izgradnje slovenskega vojaškega letalstva lahko štejemo od dne, ko sta Jože Kalan in Bogo Šuštar v
v teritorijalni obrambi. To je bilo hrabro dejanje, ki ga je takrat spremljal ne samo del Slovencev, ampak ki je odmevalo po celem svetu. Nakup sodobnih vojaških letal in helikopterjev je seveda pomenil nadaljevanje vojaškega letalstva v Slovenski vojski. Danes v Slovenski vojski samostojno usposabljamo svoje pilote in pilote helikopterjev. Smo pravzaprav edini, ki to lahko tudi počnemo v Sloveniji. Ravno izvrstna usposobljenost in možnost najboljših šolanj je, da tako rečem, vaša prednost, kadar se kdo od vas odloči nadaljevati kariero izven Slovenske vojske. Z našimi zračnimi plovili sodelujemo že vrsto let na različnih operacijah kriznega odzivanja in pa seveda tudi v okviru sistema zaščite in reševanja. Samo v preteklem letu je bilo upravljenih več kot 100 reševalnih akcij, prepeljali več kot 100 ponesrečencev. Dokaz vaše izurjenosti pa je tudi podatek, da ste naleteli preko 2400 ur na leto. Od decembra 2004 v operaciji Sea Euphorija sodeluje tudi letalski oddelek Slovenske vojske, predtem pa je na tej isti operaciji sodeloval helikopterski oddelek. Pripadnice in pripadniki slovenskega vojaškega letalstva ste s svojim znanjem in strokovnostjo dokazali, da ste enakovredni pri izvajanju nalog tudi zavezniškim vojskam. Naloge, ki jih opravljate, so častne in tudi plemenite, saj ste s svojim delovanjem marsikomu pomagali in mu morda rešili tudi življenje. V preteklem letu ste svoje znanje in sposobnosti pokazali tudi pri humani asanaciji letalske nesreče in Aleksandrije na Korziki, kjer ste kljub slabim, neugodnim vremenskim razmeram uspeli odstraniti vse ostanke zgoraj Sankt-Petra. Z današnjim simbolnim dejanjem, ko boste prejeli ključe novega helikopterja Bell 206, vam sporočam, da bo letalstvo Slovenske vojske še naprej eden od stebrov naših vojaških zmogljivosti. Koliko bo ta stebr trden, je seveda odvisno od vas samih. Iskreno vam čestitam ob današnjem dnevu, želim vam veliko poklicnih, strokovnih uspehov in izzivov tudi v bodoče. Letalska šola je